Na vrvici imate obešena 4-nitna nihala z različno dolgimi vrvicami. Odmaknete modro utež in jo spustite, da zaniha. Kot vidite na posnetku, takole. Katero od preostalih 3 nihal bo čez nekaj sekund zanihalo najvišje? A nobeno, B oranžno, C zeleno ali D vijolično. Vijolično. Ima najdaljšo vrvico. Takole, osnovna šola Bogojina se je odločila torej za odgovor A, nobeno, osnovna šola Rodica pa za odgovor B, oranžno. Pravilni odgovor pa ve seveda naša strokovnjakinja za eksperimente, Jasna. Gotovo so vas kot majhne otroke starši potiskali na gugalnici. Da ste se lahko gugali kar najvišje, so starši pravzaprav uporabili fizikalno znanje. Mogoče celo ne, da bi se tega zavedali. Poglobimo se torej v fiziko guganja. Guganje oziroma nihanje lahko povzročimo z vzbujanjem nihala z neko frekvenco. Jaz sem to naredila tako, da sem spustila modro utež z neke določene višine. Vrvica, na kateri so obešene uteži, se zaradi nihanja modrega nihala prav tako premika. In to vpliva na preostala 3 nihala, vendar na eno bistveno bolj kot na druga. Sčasoma lahko vidite, da se najbolj podobno kot modro nihalo začenja premikati zeleno. To se zgodi zato, ker je frekvenca vzbujanja modrega nihala enaka lastni frekvenci zelenega. Povedano bolj preprosto, zeleno nihalo niha zato, ker je na enako dolgi vrvici kot modro nihalo. Pravilen je torej odgovor C. Žal ste tokrat odgovorili napačno, ampak srečno naprej.